Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice je v začetku februarja letos predalo v uporabo 2 novi smetarski vozili za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov, ki bosta bistveno pripomogli k lažjemu, varnejšemu, boljšemu, kvalitetnejšemu in nenazadnje okolju prijaznejšemu delu, tako za zaposlene in tudi za uporabnike storitev iz tega področja. Dogodek predaje vozil je kulturno popestrila glasba izpod spretnih rok harmonikarja iz orkestra Harmonikarji Mateja Banovška. Dogodka so se udeležili župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, predsednik nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice Franc Orešnik in ostali člani nadzornega sveta, zaposleni na javnem komunalnem podjetju Slovenske Konjice, predstavniki občinske uprave in občinskega sveta občine Slovenske Konjice, predsedniki krajevnih skupnosti, člani odbora za komunalno infrastrukturo, direktorji javnih zavodov in podjetij, predstavnika dobaviteljev iz podjetja Renault gospod Rajko, iz podjetja Vigrad d.o.o. kot zastopnikov podjetja Mut gospod Dobravc. S starimi dotrajnimi vozili se je v 37 letih zvozilo na odlagališča skoraj 300 tisoč ton najrazličnejših odpadkov, kar pomeni ogromno prevoženih kilometrov. Zaradi tega in že prej navedenih razlogov in tudi iz vidika zadovoljitve varnostnim, okoljevarstvenim, cestnoprometnim in ostalim predpisom, se je podjetje odločilo za nakup 2 vozil, ki bosta vsakodnevno vozili po občini Slovenske Konjice do slehernega uporabnika in odvažali vse vrste komunalnih odpadkov, mešano embalažo, biološke odpadke, preostanek mešanih komunalnih odpadkov ter praznili zabojnike na ekotokih in odvažali papir, karton in steklo. Novi smetarski vozili sta opremljeni s poslikavami v prepoznavnem slogu javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice zadnjih nekaj let, z napisi, katere vrste odpadkov pobira. Obe specialni smetarski vozili imata prirejeno šasijo, eden ima nadgradnjo z vrtljivim bobnom Mut Avstrija za pobiranje bioloških in mešanih komunalnih odpadkov, drugi pa nadgradnjo s potisno ploščo Atrik Ljubljana za pobiranje ločeno zbiranih frakcij. Oba imata avtomatska menjalnika s kamerami v zadnjem delu, v kabini z ekranom za spremljanje dogajanja zadaj. Tudi iztresalna mehanizma za namestitev in iztresanje odpadkov iz zabojnikov sta najsodobnejša. Ključe novih vozil sta prevzela voznika Hribernik Peter in Levart Vinko, nadomestni voznik Fjavž Marjan in Ajdnik Vili, organizator dela na CERO Slovenske Konjice, ki bo budno skrbel in nadziral vzdrževanje in ravnanje z vozili. Pozdravljeni in dobrodošli na današnjem srečanju, ko želimo novi smetarski vozili pospremiti na prvo vožnjo. Najprej izrekam dobrodošlico v imenu zaposlenih na komunalnem podjetju, županu občine Slovenske Konjice, gospodu Miranu Gorinšku, predsedniku nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja, gospodu Francu Orešniku in ostalim članom nadzornega sveta, vsem zaposlenim na javnem komunalnem podjetju in bivši sodelavki Alenki, občinski upravi in svetnikom občinskega sveta, predsednikom krajevnih skupnosti, članom odbora za komunalno infrastrukturo, predstavnikom podjetij, ki so vozili dobavili in pa seveda lokalnim medijem. Tako kot smo na vabilo za današnje druženje napisali, na javnem komunalnem podjetju se veselimo vsake nove pridobitve, predvsem, če pripomore k lažjemu, varnejšemu, boljšemu, kvalitetnejšemu, okolju prijaznejšemu delu. Tako za nas zaposlene, kot tudi vse naše uporabnike. Pomembni novosti teh dni sta ti 2 novi smetarski vozili za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov. Verjetno se strinjate, da stari komunalni vozili, ki jih vidite na drugi strani, nista več primerni za vožnjo in delo, izteka olje, velika je poraba goriva, slabo zgorevanje, onesnaževanje zraka, na vse zadnje pa tudi iztekanje tekočih ostankov odpadkov, nad čemer ste se marsikdo od vas tudi pritoževali. Preden se popeljemo s starimi vozili skozi zgodovino do današnjega slavnostnega trenutka, ko bomo novi smetarski vozili pospremili na prvo vožnjo in predali delu, vabim k pozdravnim besedam gospoda župana Mirana Gorinška. Prosim, da spregovorite par besed. Spoštovani vsi zbrani, pogledajte, dosti krat se pogovarjamo o tem našem okolju in polna usta so nas, kako skrbimo za okolje. Pa vendar, ko preidemo od besed k dejanjem, pa imam včasih občutek, da vseeno ne sledimo tako hitro tem našim vsaj željam, prizadevanjem in v zadnjem času pa se v našem okolju
vendarle bistveno spreminjajo stvari na bolje. Tako kot smo pred nekaj meseci tule na tem mestu zapirali tole deponijo in s tem prenehali odlagati neobdelane komunalne odpadke, tako smo danes končno dočakali tisti dan, ko je veselje še toliko večje, kajti direktorica je že omenila to slabo voljo ljudi, ki so spremljali, ki so opazovali način zbiranja in odvoza odpadkov. In takrat je veselje še toliko večje, ko do ene pridobitve prideš nekoliko po težji, po bolj strmi poti. In jaz sem prepričan, da vsi pozdravljamo to odločitev in se hkrati strinjamo, da je bil res že zadnji čas, da tudi na zunaj pokažemo, da nam je mar za to okolje. S tem današnjim dogodkom nekako postajamo ali pa prevzemamo tiste standarde, s katerimi se radi merimo, to je merimo se standardi Zahodne Evrope, urejene Evrope, in če je tovarne tam že dolgo časa ni več na obličju te zemlje, je čas, da tudi njihovi tovornjaki počasi zapeljejo v zgodovino in da pridejo tile sodobnejša sredstva, ki bodo, kot sem že rekel, pomembni vpliv imeli na samo okolje, predvsem pa tistim ljudem, ki bodo izvajali to pomembno službo, nudili dostojne, človekovo vredne pogoje za delo. Vsem skupaj želim poleg čestitk k tej pridobitvi uspešno delo, nobenih nezgod v naše skupne vzgosti. Predajmo besedo še predsedniku nadzornega sveta, gospodu Orešniku, da pove, kaj misli o tem nakupu oziroma stanju na področju zbiranja odpadkov. Izvolite, gospod Orešnik. Najprej, hvala lepa za besedo. Spoštovana direktorica, gospa magistra Špela Hlačer, vodstvo javnega komunalnega podjetja, vsi zaposleni, cenjeni župan, gospod Miran Gorinšek, ostali tukaj zbrani in prisotni, vsem skupaj in vsakemu posebej prav lep in prijazen pozdrav in dober dan v imenu nadzornega sveta javnega komunalnega podjetja. Moram reči, da sem vesel in zadovoljen, da sem lahko danes priča temu tako pomembnemu, tako enkratnemu dogodku, kot je prevzem in predaja teh dveh novih smetarskih vozil namenov uporabe, in to predvsem vsled dejstva, ker je bila ta investicija javnega komunalnega podjetja izpeljana ravno v času najtežje gospodarske situacije, v kateri se nahaja država Slovenija in posledično tudi številni gospodarski in poslovni subjekti. Moram reči, da odločitev tako nadzornega sveta, kakor tudi lastnika in nenazadnje vodstva, da javno komunalno podjetje izpelje to znatno finančno investicijo, prav gotovo ni bila lahka. Upam pa si trditi in prepričan sem, da je bila v danem trenutku edina pravilna, edina racionalna in tudi modra odločitev, tako za prihodnost javnega komunalnega podjetja, kakor tudi za dobrobit in korist uporabnikov storitev tega podjetja. S tema dvema smetarskimi vozilema bo, kot je bilo že danes rečeno, zamenjan star vozni park, ki je pravzaprav tehnološko praktično neuporaben. Seveda pa moram pravzaprav tudi istočasno poudariti in reči, da pa je sedaj velika in odgovorna naloga vseh tistih, ki bodo ta vozila oziroma ti dve vozili vsakodnevno uporabljali pri izvajanju teh delovnih obveznosti, da bodo poskrbeli, da bodo kar najbolj racionalno in pa ekonomsko izkoriščena. In da ne bom predolg, ker je kar zima, naj zaključim z željo in upanjem, da se bodo kolesa teh dveh vozil vedno in vselej vrtela varno, brez nezgod in v korist ter dobrobit vseh nas občanov in občank občine Slovenske Konjice. Torej, srečno, varno
okolju prijazno na poti uresničevanja zastavljenih ciljev s to novo pridobitvijo za javno komunalno podjetje. Hvala lepa in iskrene čestitke.